Dragi Janko, čas košnje je v zraku, je vonj pokošenih trav, letos prej kot ponavadi. Zdi se nam, da kar nekam prehitro. Prehitro je prišel tudi trenutek slovesa tu v Rovtah, na kraju, odkoder se oko lahko zazre proti svetim trem kraljem, odkoder se vidi Blegoš in še dlje, kjer začne svoj tok reka Sora. Tudi vaša življenjska reka je stekla tu in vas odnesla daleč, zelo daleč iz rodnih rod, v Litijo, Pazin, Ljubljano, Zagorje ob Savi, na Tohinjo in potem za dolga leta na Madagaskar. In ponovno Zagorje iz Lake ter na koncu le za prekratek čas še na Vransko v zavod svetega Rafaela. Pa čeprav ste se veselili, kako boste lahko v svojem novem domu v miru resničili nekatere svoje zamisli, kot tisto v Mulgaški slovnici, v katero ste več let vlagali svoje zanimanje. Končno ste uspeli dobiti celo knjigo, ki vam bi lahko pomagala, da bi naredili odločilni korak, toda vaša sicer neusahljiva življenjska energija je začela naglo pešati. Še preden so vam v domu uspeli urediti internet, ki vam je pomenil možnost negovanja človeških vezi z mnogimi sorodniki in prijatelji, so vas morali prvo nedeljo v maju odpeljati v celjsko bolnišnico. V vašo sobo, ki si jo niste uspeli niti še dokončno urediti, se niste več vrnili. V trenutku slovesa bi vam radi rekli preprosto hvala. Hvala za življenjske nauke, za zgled preprostega človeškega dostojanstva in neomajnega poguma za zgled vernega človeka. Že kot otroku vam ni bilo prizanešeno. Takrat, ko sta šla dva fanta, vaša otroka, eden izmed njih je bil vaš brat Francel, peš na vrh Židovnika zaman čakat svojega očeta, ki naj bi se vrnil iz Logatca, ste bili še dojenček, bolehen in obeti za vaše zdravje pa so bili zelo slabi. Žata, ko je odhajal Logatec, je rekel, če se že vrnem, ne vem, če bom še videl tega otroka. In res vas ni več videl. Vi ste ozdraveli, on pa je ostal nekje v belih notranjskega krasa. Toda tudi krivica brez primere ni mogla ponoviti niti vaše družine 8 otrok brez očeta, niti vas osebno. Zdi se, da ste prav iz te črpali moč, da ste na življenjskih razpotih med težkimi potmi odločali za najtežje in še na teh ni manjkalo preprek, s katerimi ste se soočali kot duhovnik in kot misionar. Preboleli ste malarijo in pik stopenega pajka, se v danih infekcijah soočili s smrtjo mame in končno tudi s srčnim infarktom, zaradi katerega ste se na kljub hrepenenju morali vrniti z Madagaskarja. Vendar vaše srce je ostalo pri Malgaših, zagotovo. Bog vas je obdaroval z mnogimi talenti in z vrhano mero ustvarjalnosti, zanimanjem za Malgaše, njihove običaje, posebej za njihov jezik, ki vam je odprl vrata v njihovo srca, da so vas z lahkoto sprejeli za svojega, za Montpera. O vsem tem ste znali na svoj izviren način pripovedovati, naj bo to kot duhovnik pri pridiki, na predavanjih ob diapozitivih ali posebnih pogovorih s bližnjimi, ko ste prišli na dopust. Hvaležni smo vam, da ste precej tega tudi zapisali, sprva v katoliških misijonih, občasno v Ognjišču in Družini, kasneje strnjeno v knjigah med Antešaki, v spremljevalcih mojega življenja in v priročniku za malgaški jezik. Občutek za lepo vas je nadihoval kot sooblikovalca oznanil, zloženk, kot tiste o svetem Juriju pod kumom, razglednic in podkunskega zbornika. Zanimanje za lastne korenine vas je spodbudilo, da ste raziskali in v tiskani obliki izdali družinski rodovnik. Po vrnitvi z Madagaskarja ste z lahkoto osvojili delo z računalnikom,
v tem bi se lahko posali s pri nekaterim mladcem, si nabirali zdravja s prehodi v naravo, fotografirali in raziskovali zasavske hribe ter postali pravi poznavalec njihovih skritih kotičkov. Najbolje pa ste se počutili med farani v Podkumu. Ni čudno, da ste prav njim poklonili ambon še eno vaših zamisli, kako združiti malgaško simboliko z duhovnimi sporočili, ki ste jih posredovali ljudem v duhovnih mislih na zasavski lokalni ETV. Kot posebej dragocenih trenutkov se bomo sorodniki radi spominjali vaših obiskov, najraje tistih nenajavljenih, tako mimogrede, samo na kavo, skupnih izletov neznano vašega humorja, pogovorov pozno noč v družinskem krogu, vaših izrečenih ali po elektronski pošti posredovanih dotipov, pa tudi naravnost povedane besede, kadar je bilo treba. Veliko, zelo veliko se nas je danes zbralo na točki slovesa v vašem preranem grobu, da bi vam rekli, kako zelo ste nam bili kot preprost človek blizu, pa čeprav ste dobršen del življenja preživeli tako daleč. Kako smo občudovali vašo klenost, ki ste jo zmogli vse življenje in še posebej v času bolezni vse do zadnjega diha. Kako smo na vas ponosni, kako vas bomo pogrešali in predvsem, da smo vas imeli radi. Dragi Janko, v imenu sester Mici in Rozalke, brata Francena, z ženo Patricijo, svakim Marice Jelke ter 8 nečakin in nečakov s Bogom.